Srečanja. Srečanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru, junijskem torkovem večeru, v katerem bomo odprli zelo zahtevno temo, ki pa zadeva mnoge ljudi. Namreč gre za vprašanje zlorab, tako spolnih, tako psihičnih, tako čustvenih, kot tudi duhovnih. In na poti ozdravitve, ena od možnosti, ki je zelo uspešna, ki pravzaprav prinaša sadove, so tudi duhovne vaje od bolečine k milosti. Letos bodo spet potekale, in sicer sredi avgusta od 19. do 24. Vodja tega programa je pater Tomaž Mikuš, ki ga zdaj lepo pozdravljam v studiu Radia Ognjišče. Hvala. Pridružila pa se nam je tudi Andreja Jereb, ki je bila udeleženka teh duhovnih vaj. Pozdravljeni. V prvem delu torej bi malo spregovorili, zakaj sploh gre, kaj so te duhovne vaje, komu so namenjene. Namen teh duhovnih vaj je, da bi ljudje okrevali tako psihično kot duhovno od ran zlorab ter njihovih posledic. Sedaj seveda nekdo, ki prihaja na te duhovne vaje, se pogosto sprašuje lahko tudi, sploh te duhovne vaje so zame. Recimo ena oseba, ki je doživela v družini narcisistično zlorabo v okviru svojega zakona, se pravi, se je postavila to vprašanje, se jaz nisem spolno zlorabljena, torej, a so te duhovne vaje sploh zame, Se pravi, kasneje je odkrila, se pravi, skozi same duhovne vaje, da je tudi 20 let psihične in narcisistične zlorabe pač vsem povzročilo dovolj škode v njenem življenju, se pravi, da je potrebovala ta dotik. Seveda tudi mnogi se sprašujejo, se pravi, zakaj sploh iti na duhovne vaje. Očitno tudi z Bogom nekaj narobe, ki je dopustil, da se mi je ta zloraba zgodila. Se pravi, kje je bil Bog, ko se mi je to dogajalo. Ali pa se sprašujejo, že 10-20 let sem v terapiji, pa se zdi, da pač nekako ne morem narediti nekega koraka naprej, a bom sploh kdaj svoboden, tako da so pomisliki, se pravi, in želim, da bi prav te stvari tudi danes naslovili, da želijo te duhovne vaje pač odgovoriti na to globoko rano zlorabe, pomagati ljudem, da bi šli ven iz te svoje osamljenosti, iz skrivnosti, na pot resnice, dostojanstva in zdravljenja. In to je en duhovni program, se pravi, poudarjam, duhovni program, ki ima tudi psihološke dimenzije, ki ga je pripravila dr. Tereza Burg, ustanoviteljica tega programa, pa ne samo tega programa, ampak tudi programa za zdravljenje ran splava ali pa za zdravljenje travm, ki jih povzroči vojna. Tako da ona je pač iz svoje izkušnje, se pravi, ki je imela že kot animatorka v župniji, in potem kasneje svoje izkušnje dela z ženami, ki so trpele zaradi rana splava, potem tudi sestavila en poseben somatski program, se pravi, ki vključuje vse te elemente, povezuje vse te elemente skupaj preko duhovnih vaj. Ona je pravzaprav, če sem prav razumela, ko sem brala o njej, videla, da mnoge ženske, ki so naredile splav, so bile tudi prej zlorabljene. Ja, v njeni osebni statistiki je to 60% žena, ki so imele splavi, tudi doživelo spolno zlorabo. Drugače ameriška statistika govori o tem, da je 1 od 4 žena doživela spolno zlorabo ali pa 1 od 5 moških. Podatki za Slovenijo seveda niso kaj dosti drugačni. Gotovo pa lahko vsekako razumemo, da če je bilo dostojanstvo nekoga poškodovano že za spolno zlorabo, potem bo težko zaščitil življenje svojega nerojenega otroka, kasneje, ko pride do te situacije, ali pa je tudi kako bi do nezaželjenega rojstva, bi rekli, prišlo tudi zaradi posledic, se pravi, same spolne zlorabe, ki je oseba prej doživela. Zdaj, tisto, kar je Tereza opozila, je, se pravi, da mnogi dejansko poleg splava doživljajo spolno nasilje, nasilje v družini, zlorabo v otroštvu ali pa druge globoke travmatične izkušnje, kar na nek način
v nekem smislu te že skoraj pripravi na to, da se ne moreš postaviti na stran življenja kasneje, ne, ko bi mogel narediti to odločitev. Drugače pa sam ime programa, ne, Od bolečine k milosti, pa pač pomeni nekako bistvo tega programa je, da ja, na program pridemo z bolečino, ne, ampak v tem varnem kontekstu, ne, se pravi, ki ga nudi prav Božja navzočnost, ne, pridemo potem tudi do milosti. Ne. Seveda pa niso te duhovne vaje neka bližnjica ali pa hitra rešitev, ne, ampak je v moji izkušnji je to kar kot ena oblika pasiona, ne, se pravi, skozi katerega greš. Pravzaprav takrat naprej imam včasih kar malo težavo doživljati pasion, ne, se pravi, pred veliko nočjo, ker se mi zdi, da je tisti, ki ga doživljamo na duhovnih vajah od bolečine k milosti, pravzaprav veliko bolj resničen. Zareže globoko. Ja, tako da po drugi strani mi pa pomaga, ne, se pravi, bolj razumeti, ne, tudi Jezusovo trpljenje. In zanimivo je tudi udeležencem, ker Jezusovo trpljenje kot neke vrste zrcalo tvojega lastnega trpljenja pomaga, ne, se pravi, da prav prek meditacije, kontemplacije, prek teh metod, ki so del teh duhovnih vaj, ne, se pravi, lahko tudi vstopijo v svojo bolečino. Malo ste že omenili, komu je namenjen, pa mogoče, če še enkrat ponoviva, tudi za tiste, ki naj zdaj le poslušajo, pa si mogoče mislijo, saj ne pašem zraven, ampak mogoče pa se nekaj odpira v srcu, pa so začutili, da pa mogoče bi odgovorili na ta klic. Ja, jaz sam osebno nisem doživel spolne zlorabe, ne, v otroštvu in sem se postavil to vprašanje, ne, se pravi, ko sem bil v 3. probaciji leta 2016 v Dublinu, ne. Ampak sem nekako v sebi čutil, da je tudi zame nekak čas, ne, da grem v te duhovne vaje od bolečine k milosti. Ne. Tako da, ker sem pač doživel druge travme pač v življenju, ne, kot verjetno jih mnogi. Ne. In lahko rečem, da so mi tudi osebno pomagale te duhovne vaje od bolečine k milosti. Sem jih takrat imel 2016 v Londonu. Predvsem pa so me tudi nekako pomagale, ne, se pravi, da sem pač vstopil v to delo, v katero sem stopil pol kasneje tudi za spremljanjem duhovnih vaj Rahel in Vinograd za žene može, ki so imeli splav. Nekako moja izkušnja je, ne, se pravi, da ko vstopiš svojo zgodbo v te duhovne vaje, ne, kjer pravzaprav si povabljena, ne, se pravi, ni nobene prisile, da bi, ampak in ko to preneseš nekako v ta odnos z Bogom in z drugimi, potem tudi doživiš eno milost in eno sočutje, ne, ki ozdravi, pač začne ozdravljati naše rane, ne, ker takrat, ko se je zloraba dogajala, pogosto pač ni nobenega, ne, ki bi ti izkazal milost in sočutje. Ne, si pač sam te to tudi izolira. Mnogokrat niti drugi ne vedo, kaj se ti je zgodilo, ne. In to hraniš kot svojo skrivnost. Ne. Tako da na teh duhovnih vajah je tudi en tak odprt prostor, ne, se pravi, da to, kar smo morda prej prinašali v spovednico, ne, se pravi, lahko tam podelimo, ne, ko se začutimo dovolj varni z drugimi. In stvari niso več skrivnost in je tukaj že pot osvobajanja. Istočasno pa, ko se odpremo drugim ljudem, ne, se odpremo tudi njihovemu sočutju, pa tudi Božji ljubezni. Kako pa konkretno te duhovne vaje potekajo? Zdaj, konkretno te duhovne vaje potekajo 4 dni, ne, se pravi, skozi en program svetopisemskih meditacij ter drugih vaj, ne, ki jih je Tereza Burk vključila v ta program. Pravzaprav sama govori v enem od svojih zapisov, ne, da so te duhovne vaje zelo podobne ignacijanski duhovnosti, ne, se pravi molitvi. To pomeni, da s pomočjo domišljije vstopimo v nek evangeljski odlomek, ne, in smo tam, ne, ko se to dogaja. Čeprav ona ni poznala ignacijanske duhovnosti, ne, se pravi, ko je s tem duhovnimi vajami pričela. Ona je to naredila skozi svojo izkušnjo
animatorskega dela v župniji, kjer je z mladimi uprizarjala evangeljske odlomke, recimo pač šli so v naravo in imeli so krst v Jordanu. In to dejansko so se potopili v vodo, se pravi. In videla je, da ta metoda, ki ima ta čutni element, se pravi, da lahko nekaj izražaš skozi telo, ne rabiš samo z besedami, je tudi ta, ki je vključena v te duhovne vaje. Tako da vse skupaj poteka preko meditacije, ki rečemo living scripture, živa beseda, ali pa živo svetopismo. Se pravi, kjer v prvem delu vstopimo s pomočjo vodene domišljijske meditacije v nek evangeljski odlomek, v drugem delu pa ga v skupini tudi en del tistega uprizorimo. Se pravi, tisti del, ki je ključen za to, da nekdo lahko naredi korak naprej v svojem okrevanju. Tako da in tukaj se pol zdaj dotikamo in lahko izražamo, se pravi, skozi dejanja, ne samo skozi besede, ali pa doživljamo na svojemu telesu, ne vem, recimo zasramovanje ali križanje, ali pa vstajenje potem, se pravi, v teh vajah. Se pravi, glavna metoda je pač metoda te žive besede, ker najprej v domišljiji, potem pa tudi skozi uprizoritev v skupini doživimo nek evangeljski odlomek, ampak kot sem že prej omenil, se pravi, Jezusovo trpljenje je kot neke vrste zrcalo, v katerem vidimo potem svoje lastno trpljenje. In to nam ga pomaga potem tudi ubesediti. In ko enkrat uspemo ubesediti, se pravi, se tudi v nas noter zgodi en premik, in istočasno, ko uspemo tudi doživeti Jezusov usmiljen dotik oziroma njegovo ljubezen in bližino, ker to se moramo zavedati, da najbolj varen odnos, se pravi, ki ga lahko imamo, je pravzaprav z Bogom. Ker on je vedno za nas navzoč, sočuten, usmiljen. In te duhovne vaje so namenjene prav temu, da oseba globoko vstopi v ta odnos z Jezusom. In v ekipi ste poleg vas, torej vi ste jezuit, pater Tomaž Mikoš, kdo še sodeluje? Ja, imam tudi 2 družinski terapevtki v ekipi, potem vsaj ena se ponavadi udeleži teh duhovnih vaj, odvisno zdaj pač. Potem so pa druge člani ekipe, od katerih se pa pričakuje, se pravi, da so sami šli skozi te duhovne vaje, kar pa pomeni, se pravi, da bodisi so sami prišli v te duhovne vaje, ker so iskali ozdravljenje od zlorabe, ali pa, če te izkušnje niso imeli, da so pač prinesli neko drugo svojo izkušnjo, se pravi, ki je bila za njih travmatična v življenju. Ni človeka, ki ne bi imel travmatične izkušnje v življenju. Zakaj? Ker prav to, da doživiš duhovne vaje najprej na svoji koži, ti pomaga potem tudi razumeti, se pravi, doživljanje udeležencev, in jim stati ob strani, ko jim pomagamo skozi proces. Je pa proces skupinski, se pravi, vse, kar delamo, se pač dogaja v skupini, in kar je velika prednost, ker običajno pomoč iščemo predvsem v odnosu 1:1, ali z spovednikom, duhovnim spremljevalcem ali terapevtom. Tukaj pa ta posebnost teh duhovnih vaj, se pravi, da najdemo pomoč v skupini, ki potem se začutiš sprejetega, razumljenega. In sami vemo, da je pravzaprav pri žrtvah zlorab, se pravi, to je ena najbolj učinkovitih načinov, je prav skupinska, lahko bi rekli, terapija ali pa duhovna terapija. Pa sadovi so vidni, mogoče že kaj otipljivega v teh letih, kar izvajate to pri nas? Ja, to, kar jaz vidim, se pravi, to izvajamo zdaj, prve duhovne vaje so bile leta 2019, ko je bila Tereza Burk v Sloveniji in nam jih je pomagala prvič izvesti. Se pravi, zdaj potekajo 6 let te duhovne vaje. Zdaj ne bom se spomnil točno števila, recimo udeležencev, ampak lahko bi govorili tam okrog 60 udeleženk teh duhovnih vaj. In kolikor sem potem opazoval njihovo življenje,
Mnogi so rekli, da so te duhovne vaje bile morda kot en zaključek dolgoletnega procesa okrevanja, ki so ga že prej naredili. Za nekateri so bili začetek procesa okrevanja. Mislim, da pa kar za vse so te duhovne vaje pomenile neko prelomnico. Se pravi, da jih je potem spodbudilo, da so po duhovnih vajah naredili še globje korake. Tudi zakonci so že bili na teh duhovnih vajah. Moram reči, da sem videl, da je bilo to še posebej milostno, se pravi, kadar sta dva zakonca prišla skupaj na duhovne vaje. Tudi, če je bilo, kako bi rekel, se zloraba zgodila znotraj njunega odnosa, sem lahko te duhovne vaje pomagale to pozdraviti in narediti korak naprej. Ampak običajno že samo to, da svojim zakoncem gre skozi en tak intenzivni proces ozdravljanja, ozdravlja tudi zakonski odnos. Seveda zagotovimo varnost tudi v tem smislu, da imata ona dva vsak svoj varen prostor za delitev, takrat, ko delimo zgodbo svojega življenja. To je en tak primer. Drugače pa člani ekipe, ki so sami doživeli zlorabo, pa so potem ponovno prišli na duhovne vaje, zato da bi se pripravili na sodelovanje v teh duhovnih vaj. Tudi pri njih se vidi en tak konkreten napredek. Ja, mogoče se pa res zdaj kar dotaknemo konkretne zgodbe, da vidimo, kako učinkujejo te duhovne vaje. Andreja Jereb, vi ste bili udeleženka ene od teh duhovnih vaj. Zakaj ste se odločili, da greste tja? Ja, v bistvu sama sem doživela kar nekaj zlorab in desetletja bolj bežala pred temi posledicami. Sem iskala tudi neko pomoč, vendar pred 30-40 leti te pomoči resno v bistvu še ni bilo. Oziroma se mi zdi, da tudi z mojega pogleda morda ni bilo nekega takega pravega zaupanja. Sem pa z veliko hvaležnostjo sprejela povabilo na te duhovne vaje, čeprav se mi je zdelo, da najprej nisem bila ravno najbolj pripravljena, tako da sem še počakala 1 leto, ker je treba kar zbrati pogum, sploh po kakšnem prvem razkritju, da si upaš v bistvu stvari priznati in da prideš v bistvu, rekla, od tiste skrivnosti, ki jo zadržuješ v sebi, v to, da si upaš priti v skupino in biti sicer enak z enakimi, pa vendar razkrit del svoje zgodbe. S čim pa ste prihajali na te duhovne vaje od bolečine k milosti? Ja, prihajala sem predvsem z zelo veliko strahu, veliko neke negotovosti, bila sem zelo zaskrbljena, priznam, da me je kar nekaj mesecev prej že začelo kar preganjati. V bistvu predvsem nisem zaupala vase, jaz to zmorem. Nisem ravno človek, bom rekla, kjer mi bi skupina pomenila neko varnost. Veliko raje sem bila vedno sama, imela sem vedno strah pred skupino, pred čim neznanim, ali bom lahko bila iskrena, ali se bom spet samo prilagajala in naredila tisto, kar se bo pač od mene pričakovalo. Ampak ja, prevladala je ta močna želja in volja, da naredim en korak naprej v svojem okrevanju. Kaj pa se je zgodilo ob prihodu? Ja, mene je najprej v bistvu zelo presenetilo, ko so nas v bistvu že na vratih pričakali člani ekipe, ta njihova toplina, sprejemanje, v bistvu zaupanje, tudi njihove izkušnje, njihova nenehna podpora. To, da smo v bistvu, bom rekla, enaki z enakimi, da imamo neke podobne izkušnje, da je tudi varno biti iskren, da lahko pokažem svojo ranljivost, da sem vedno prejela neko podporo, neko spodbudo. Tudi meni je bilo zelo pomembno to, da člani ekipe niso neki teoretiki, neki strokovnjaki, ampak so ljudje pravzaprav iz lastne izkušnje, tako da se mi zdi, da to mi je dalo en tak večji občutek varnosti. So samo pač korak pred nami in to mi je zadostovalo. Kaj pa je bilo tukaj drugače kot drugje, recimo pri kakšnih terapijah ali čem drugem? Prvič je mene zelo nagovorila neka celostnost. Res se dela na vseh dimenzijah, tu je tako telesna, somatska dimenzija, osebnostna
najmočnejša je seveda duhovna dimenzija. Potem drugo je bil zelo izkusten pristop. To ni bilo, sem že prej sodelovala na različnih duhovnih vajah, ampak to se je precej razlikovalo. Dejansko je bilo ogromno različnih možnosti izražanja. Te možnosti so tudi mene zelo nagovorile. Ne gre samo za neko molitev, ne gre samo za zapisovanje, ne gre za pripovedovanje, gre za dejansko zelo celostno izkušnjo. Tudi meni se je zdelo zelo pomembno to, da še preden smo sploh začeli, smo se naučili pravzaprav spoznati neko svoje telo, smo se naučili začutiti, regulirati, da v bistvu tudi v tistih trenutkih, ko so bili bistveno bolj kritični, da smo zmogli ohraniti, da ni prišlo do kakšne retraumatizacije, ker to sploh ni namen. In po drugi strani zelo me je nagovorilo to, da sem zmogla obdržati nek svoj individualni pristop, kljub temu, da sem bila ves čas v skupini, da se je spoštovalo moje meje, da ko nekdo nečesa ni zmogel, je lahko povedal in se je to vedno upoštevalo. Tako da smo dejansko sodelovali, vsak v bistvu po svojih zmožnostih, ker tudi tja smo prihajali z različnimi izkušnjami, od tega, da je nekdo morda takrat šele resno ozavestil, kaj se mu je zgodilo, pa do tega, da je nekdo v bistvu že zaključeval svoj proces okrevanja. Kaj pa se je v tem celotnem procesu začelo spreminjati pri vas v odnosu do sebe? Ja, morda najprej je bilo pomembno to, da sem si upala izraziti neke svoje strahove, v bistvu tudi želje, predvsem to, da sem v bistvu ostala zvesta sebi, da se je moj glas slišal. To se mi zdi sploh za vsako osebo, ki je bila zlorabljena, zelo pomembno. Potem to, da smo bili tam zelo spodbojeni k temu, da si upamo spuščati malo svoje obrambne mehanizme, spoznavati, kdo pravzaprav smo mimo tega, kar se nam je zgodilo. To mi je dalo tudi več poguma in več zaupanja vase. Tudi dejstvo je, da sem vsak dan potem čutila več neke svoje notranje moči. Pomembno mi je bilo tudi to, da sem lahko sama raziskovala. Ko je neka vaja bila, v bistvu je vsak lahko vstopil vanjo, kolikor globoko si je želel, kolikor je bil sposoben. In to v bistvu, da sem bila tu svobodna, mi je dajalo eno tako potrebno varnost, da sem pravzaprav tudi začela odkrivati, katera so moja močna področja, da v bistvu na njih gradim, da se ne pogovarjamo v bistvu samo o šibkostih, samo o tistem, kar nam je bilo odvzeto. In na koncu zelo pomembno mi je bilo, da sem se čutila prav opolnomočeno, kako je tisto, kar si lahko pomagam, kaj je tisto, kar mi zdaj daje več moči za en korak naprej. Si mislim, da zloraba pusti tudi posledice v odnosih do drugih ljudi, kako jih sprejemamo, kako jih doživljamo. Se je spremenilo kaj tudi na tem področju? Ja, drži. Dejstvo je, da je to bila res skupina, kjer smo si lahko popolnoma zaupali, kar se nam je zgodilo, kar se nam je tam dogajalo. Bili smo zelo iskreni tudi v svojih doživljanjih. To mi je pomagalo, da sem zmogla v bistvu več zaupanja ljudem. Tudi to, da sem doživljala manj nekega občutka osamljenosti v skupini, ker to je tudi bilo vedno zelo značilno, da tudi ko sem bila v skupini, sem se počutila kot neka grdaračka. Tudi pomembno mi je bilo to, da se nisem rabila več toliko prilagajati, da sem lahko bila v bistvu to, kar sem, in da sem hkrati dovolila neko sočutno podporo takrat, ko sem bila potrebna in sem jo sicer ponavadi zavračala, ampak tu sem pa upala tudi to nekako dovoliti. Lažje tudi zdaj v bistvu izražam neke take želje, potrebe, ravno zato, ker je bil tam moj glas slišan. In to, da sem začela doživljati neke avtonomije, da sem lahko v bistvu bolj to, kar sem, da se tudi moj glas v bistvu upošteva. To mi je zelo tako pomembno ostalo iz teh duhovnih vaj. Ja, naslov je Od bolečine k milosti. Kako ste pa vi doživljali to milost? Najprej morda to, da sem morala začutiti oziroma si dovoliti občutiti to kot nek tak varen prostor, kjer sem upala najprej sebi in drugim priznati to svojo ranjenost, si tudi dovoliti jeziti, žalovati,
ostati s temi močnimi občutki, se tudi pogovoriti, razbremeniti jih, izraziti. Potem takrat, ko sem v bistvu zmogla odložiti v bistvu vso to svojo težo, ki sem jo nosila, dobesedno kot bi jo pokopala, kot bi to položila skupaj z Jezusom v grob. Pomembno mi je bilo tudi to, da sem doživela to povezanost med vsemi člani, med vsemi udeleženci, med ekipo. To, da smo bili skupaj tudi v teh težkih trenutkih, da to takrat nisem več ostajala sama. In to, da so me v bistvu sprejeli tako, kot sem, to je v bistvu res nekaj, kar zelo osvobaja, ko lahko izraziš svoj sram in ti tudi nekdo pove, da pravzaprav marsikaj, kar nosiš, ni tvoje. So dali nate, vendar ni tvoje. In končno tudi to spremljanje na tej poti, osvobajanje dobesedno iz neke svoje ujetosti, iz neke svoje kletke, k tem, da zdaj doživljam več neke notranje moči in več svobode, osvobojenosti. Se je v tej luči potem spremenil tudi vaš odnos do Boga? Ja, drži. Torej mene, priznam, da še zdaj po enem letu me zelo močno spremljajo te besede iz meditacije, kako Bog v bistvu izbere prav mene za to življenje v obilju. Ta nenehen poudarek, da sem dragocena v Božjih očeh in da je Bog vedno z menoj. Tudi takrat, predvsem takrat morda, ko sem sama že čisto obupovala, ko sama nisem zmogla, ko takrat res doživiš to, kako te takrat Bog sam nosil. Potem to dostojanstvo, ki mi ga je Bog dal in ki mi ga ne more vzeti nobena zloraba, ta hvaležnost, da se Bog sam v bistvu zavzema zame, da me spremlja tudi tam, kjer sama ne zmorem. Potem v bistvu številni obredi vodene meditacije so mi res pomagali doživeti Boga kot najbolj ljubečega starša, ki me varno spremlja, ki mi pušča popolno svobodo izbire v mojem okrevanju. In končno, ki me kliče po imenu iz nekega mojega zapora oziroma me osvobaja nekih neznosnih bremen, mi vrača originalno dostojanstvo Božjega otroka. Tako da vse nas je zelo presunilo, da je tudi v bistvu naše sicer zelo poškodovano telo tempelj Svetega Duha in da nobena zloraba ne more uničiti tega Božjega življenja v nas. In končno, da jaz naredim to, kar zmorem, Gospod pa dopolni tisto, česar sama ne zmorem, da me je Bog poklical v bistvu ne, da životarim in da se zadovoljim z nekimi drobtinicami, ampak da živim življenje v polnosti. In ne nazadnje je tudi to prepričanje, da Bog, ki je ta proces okrevanja v meni začel, da ga bo dokončal, to upanje. Kaj pa je bilo najtežje na teh duhovnih vajah? Meni osebno je bilo v bistvu najtežje priti, zaupati, se prepustiti res srčni ekipi in temu celotnemu procesu, sploh tvegati, stopiti ven iz tišine, iz izolacije, iz potlačevanja in živeti in se delati v bistvu kot, da je vse v redu. Zelo težko mi je bilo postati iskrena do sebe, si dovolj odložiti neke maske, si upati tvegati oziroma iti tja, kamor sama že kar nisem želela več iti. Priznati to ranjenost, zaupati, povedati, tudi izraziti svojo zgodbo in zelo lepo je doživeti, da ti drugi verjamejo. Tudi sprejeti to moč in pomoč skupine, ko hodimo skupaj in se v tem medsebojno podpiramo. In končno tudi si priznati, kaj vse je tisto, kar sem v življenju izgubila, to žalost nad izgubljenim, sproščenim otroštvom, mladostjo in tem. Kaj pa bi rekli zdaj nekomu, ki mogoče nas zdaj le posluša, pa ga zamika, da bi šel, pa okleva, se boji? Ja, najprej bi rekla, ne se sprijazniti s temi drobtinicami, v bistvu s to ujetostjo, v kateri živimo. Splača se opogumiti, splača se stopiti na to pot večje svobode. Dejstvo je, da nismo odgovorni za to, kar se nam je zgodilo, smo pa odgovorni za svoje okrevanje. In ker se nam je zloraba zgodila, v nekem odnosu tudi potrebujemo nek varen odnos, tudi tako skupino, ki nas zdravi. Tako da okrevanje je možno in pomoč obstaja in ta program se meni zdi odličen začetek, kot neka taka odskočna deska. Prvi korak
ki je sicer vedno najtežji, ampak je nujno potreben. In glede na to, koliko jim je že uspelo, bo uspelo v bistvu tudi drugim. In pri tem ne bojo hodili sami, smo skupaj na poti. Nekateri so jo že prehodili in povabilo, da se nam pridruži. Andreja Jereb, kaj pa bi želeli, da ljudje z zlorabami vedo? Najprej to, da to, kar se nam je zgodilo, se nam nikoli ne bi smelo zgoditi in da to nikoli nima zadnje besede v našem življenju. Zloraba nas ne definira, tega človeškega dostojanstva nam ne more nihče vzeti. Mnogi zlorabljeni živijo v zanikanju, ampak naše telo se vse zapomni in samo vprašanje časa je v bistvu, kdaj različne bolezni in psihosomatika nas opomni, da naše telo nosi preveč in da ga lahko osvobodimo. In da je okrevanje nek proces, ki traja leta, traja desetletja in to pot lahko dosti lažje prehodimo z nekimi sočutnimi spremljevalci, ki nam dajo neko moč, ki nam je bila odvzeta in si jo ponovno odkrijemo v sebi, lahko jo krepimo, dobimo svoj glas. In končno sami ne zmoremo. Bog nam daje zagotovilo, da pri njemu ni nič nemogoče in to se mi zdi, da je naš najmočnejši, največji vir upanja. Ja, najlepša hvala, da ste podelili tole svojo izkušnjo udeležbe na duhovnih vajah od bolečine k milosti. Pa me zanima, pater Tomaž Mikuž, zakaj se ljudje v teh globokih ranah, zdaj smo slišali, to gre res za travme, ki so lahko bile potlačene, 30-40 let, tam pa odprejo? Najprej, ker so že prišli tja z neko notranjo željo. Seveda srečam posameznike, ki jih to dejstvo, da so duhovne vaje v skupini tako prestraši, da ne zmorejo odločitve priti na duhovne vaje. Seveda tudi v njih, če kljub strahu je neka odločitev, da bi se odprli, da ne bi sami več živeli s to skrivnostjo, se je že zgodila, še preden pridejo. Drugo pa je zelo pomembno, se pravi drža naše ekipe, da ne silimo ljudi, se pravi, da jim damo svobodo, koliko in kaj želijo odkriti. Tudi te duhovne vaje niso narejene na ta način, da bi prišel tja in 2 ure govoril o vseh travmah, ki so se ti zgodile. Ampak na varen način gremo v posamezne spomine. In te posamezne spomine potem delimo z drugimi. In tam se učimo, se pravi, da lahko zdržimo s temi občutki, se pravi, ki v telesu nastanejo, ko se spominjaš ene travme. Da doživiš, da si sedaj varen, da je varno sedaj to deliti. To je to, kar nekako potem jih spodbudi in tudi drugega spodbujajo. Se pravi, če ima eden pogum, to znova in znova doživljam, če ima eden pogum spregovoriti o nečemu, česar ga je najbolj sram in se čuti najbolj obremenjenega, o tem, je on s tem dati pogum, po dovoljenje tudi drugim, da o tem spregovorijo. In tukaj mora biti ekipa tista prva, ki že da sama da ta zgled. Tudi mi kot ekipa nismo tam v neki vlogi, kot nam se pa nič ni zgodilo. Učiteljski. Ja, ampak tudi mi spodbudimo, se pravi, druge udeležence, ko lahko mi delimo, se pravi, kaj pa se je nam zgodilo. Sveda si zato ne vzamemo toliko prostora, kot je dano udeležencem, ampak to je podobno kot pri Lahirnem vinogradu. Ne bi želel imeti ekipe pri Lahirnem vinogradu, v kateri bi imel osebe, ki niso imele splava. Zato, ker bi že sam to, da njim se pa nič ni zgodilo, se pravi, dalo neko drugo sporočilo. In tudi ekipe, ki so bile po svetu, so potem ponovadi nehale obstajati, ker so bili noter ljudje, ki sicer so mislili, da so imeli željo pomagati drugim, ampak niso imeli pa te izkušnje in so jih težje razumeli v njihovi bolečini. Mislim, da vse to nekako ustvari pa tako vzdušje, da čeprav morda človek na začetku morda niti ni bil pripravljen še spregovoriti, da ta varnost v skupini nagovori, da se odpre. Pa bi vas vprašala še nekaj, recimo živimo v družbi, živimo s sosedi, prijatelji, znanci. Kako prepoznati, da je bil nekdo zlorabljen in da mogoče potrebuje pomoč in ga mogoče tudi spodbuditi, da gre na takšne duhovne vaje? Seveda, večina ljudi
ni izobraženih ali pa treniranih na tem področju prepoznavanja zlorab. Tisto, kar mene čudi, je, da včasih tudi v profesionalnih odnosih se ne prepoznajo zlorabe. Moja izkušnja je, da so ljudje bili v duhovnem spremljanju, kjer se niso mogli odpreti in zaupati zlorabo, ki se jim je zgodila, ali pa splav, ki so ga imeli. Se pravi, in običajno žrtev tudi razvije, kako bi rekel, tudi en obrambni način, se pravi, ker morda najbolj je strah tega, da bi kdo zvedel, se pravi, za to, kar se je zgodilo. Tako da, če je varen odnos, se pravi, bo prišlo tudi preko slej tudi do tega, da bo nekdo podelil z drugima, in takrat ga lahko usmerimo. Drugače pa znaki, so lahko marsikakšni, od recimo depresije lahko do neke odvisnosti, ki se razvije kot posledica zlorabe, do tega, da nekdo živi v disfunkcionalnih odnosih, vedno znova. Se pravi, marsikaj je lahko znak oziroma je posledica zlorabe. Pač, če bi vstopili v skupine, recimo anonimnih različnih skupin, se pravi oseb, ki so odvisni od alkohola, hrane, seksa, ne vem česarkoli, bi hitro ugotovili, da pravzaprav vsi nosijo v sebi neko zgodbo zlorabe. Se pravi, tako da, ja, kot sem rekel, odvisnost je lahko en tak znak, depresija, druge psihološke težave tudi, se pravi, ki jih ljudje imajo. Sem pa prepričana, se pravi, tam, kjer se pa nekdo čuti dovolj varnega, se pravi, pa bo morda tudi zaupal in takrat ga lahko usmerimo. Kako pa se odzovemo, če nam nekdo zaupa, da je bil zlorabljen? Da ni tisto, da je potem ponovno zlorabljen, če mu ne verjamemo, ali pa da se odzovemo, ne vem, preveč, mogoče s strahom, z enim občutkom, kot da je to nekaj groznega? Ja, to je nekako prva reakcija, običajno, tako kot ko nekomu nekdo umre, se odzovemo z strahom, pa dostikrat neprimernimi besedami. Se pravi, gotovo pravi nekako odziva, za moj občutek. Je spet odvisno zdaj, o kom govorimo. Zdaj, če nekdo to zaupa duhovniku ali zaupa, ne vem, sosedu, prijateljici, imamo ljudje pač različne reakcije, ampak prva reakcija gotovo mora biti najprej sočutje, v tem smislu, ja, hudo mi je, da se ti je to zgodilo. Morda, a ti lahko, kako pomagam pri tem, Zdaj, če imamo informacijo, kam lahko človeka usmerimo, ga usmerimo tja. Zdaj, če se gre za zlorabe v cerkvi, potem, ki so se zgodile strani duhovnika, potem usmerimo, pač povemo osebi, ki lahko to prijavi, smo morda pripravljeni z njo iti takrat tja, se pravi, da ji damo poguma, se pravi, ko bo šla in prijavila recimo zlorabo. Seveda, če nek predstojnik prejme prijavo zlorabe, potem je dolžan takoj tudi ukrepati, ne more samo osebo prijazno odsloviti. Verjetno nek kako bi rekel, defekt, ki ga imamo v cerkvi, je ta, da ljudi pogosto prehitro vabimo k odpuščanju, ko še niso šli niti skozi tega, da bi se zares zavedli, kaj se jim je zgodilo, pa potem začutili jezo, mi že od njih zahtevamo, da že kar odpustijo, kot da, ne vem, je pač odpuščanje nek obliž, ki ga daš čez rano in potem rane ne bo več. Se pravi, križ ne sme biti uporabljen za to, da se prekriva bolečine. Ljudi moramo nekako opogumiti, da vstopijo, se pravi, bolečino, ker ravno prek tega, se pravi, potem bo prišlo tudi ozdravljenje. Ne pa zato, da ne potlačijo ali pa, gospa, sej to ni tako hudo. Pomislite, vsaki 5., 4. ženski se to zgodi, ali pa recimo, ne vem, pri splavih neustrezni odzivi so bili, ne vem, se boš imela še kakšnega otroka, ali pa sej, glej, nisi edina, ali pa se bo minilo, čas bo pač ozdravil rane. Kar dejansko ni res, čas teh ran ne ozdravi. Je treba kar
tako kot jaz vidim stvari, se pravi, te rane lahko postanejo okno, skozi katero potem doživimo Božjo ljubezen in usmiljenje, ampak moramo to okno odpreti, te rane pokazati, potem pa lahko Božja milost vstopi. Omenjali ste torej tudi cerkev, tudi zlorabe v cerkvi. Recimo, kaj takšen program sporoča cerkvi? Ta program je bil pravzaprav v začetku narejen z namenom, da bi pomagal predvsem tem, ki so prizadeti zaradi zlorab že med rodovniki, rodovnicami. Ampak potem nekako se je potem bolj odprl za druge laike. Kaj ta program sporoča cerkvi? Prvič, se pravi, da je cerkev ankreja, ker so ranjeni lahko slišani, kar je nekako nasprotno večinskemu mnenju. Ker s tem, ko o tem ne govorimo, s tem recimo, ko morda nimamo niti molitve v župniji ob dnevu, svetovnem dnevu žrtve zlorab, recimo, živimo eno kulturo, kjer skoraj, kateri rečemo ljudem, o tem se pa ne sme govoriti o cerkvi. Se pravi, ta program želi cerkev opozoriti, realnost zlorab je med nami in je resna in je obsežna, in cerkev mora postati kraj, se pravi, kjer ranjeni lahko ozdravijo. Cerkev mora tudi postati varen kraj, se pravi, kjer ne bojo ponovno ranjeni. Ker najtežje je slišati potem zgodbe, ko se je nekdo z eno rano prišel, se pravi, iskal pomoči, se pravi, Božje ljubezni, in potem je ponovno doživel zlorabo. Ker mu niso verjeli. Mu niso verjeli, ali pa, da ga je duhovnik, se pravi, pravzaprav njegovo ranjenost izkoristil, in ga spolno zlorabo. Tudi to se dogaja, je dogajalo. Pa še eno tako močno sporočilo je, da je resnica bolj pomembna od ugleda. Enkrat sem videl tako zanimivo sliko, se pravi, grafično uprizoritev, se pravi, cerkvenega občestva, se pravi, kjer je avtor, z različnimi barvami v občestvu, se pravi, ponazoril statistično sliko, se pravi, koliko v občestvu jih je imelo splav, koliko jih je bilo zlorabljenih, koliko, ne vem, morda je odvisnih od pornografije ali imajo težave z odvisnostjo in tako naprej. In potem vidiš, da je ta slika potem postane zelo barvna, in da nekako želimo skoraj živeti eno realnost, pa reči vsega tega ni, je. In to želi ta program sporočiti, da je prostor, se pravi, kamor lahko prideš, se sreča s Kristusom, se pravi, ki ozdravlja. Še ob sklepu, pater Tomaž Mikoš, kakšen pa je pravzaprav res cilj tega programa? Rekli ste, nekateri pridejo že ob sklepu nekega procesa in je to neka pika na i, ko pride pravzaprav do ozdravljenja, če lahko temu tako rečemo. Nekateri začnejo šele to pot, se potem lahko še vrnejo v ta program? Ja, dejansko nekaterim je pomagalo, da so prišli dvakrat, tako v Raheljem vinogradu kot od bolečine k milosti. Cilj programa gotovo ni, da bi človek pozabil, kaj se mu je zgodilo. Ker to tako ni mogoče. Ampak cilj programa pa je, se pravi, da spomin ostane, bolečina pa izgine. Se pravi, da travma nima več zadnje besede nad tvojim življenjem. Zelo močno v tem programu je pač tudi poudarjeno to, da tam ponovno odkriješ svoje dostojanstvo. Ker moramo se zavedati, da zloraba pač pusti v človeku globok sram in tudi krivdo, čeprav je nekomu, ki ni zlorabljen, to težko razumeti. Ampak kot da bi se storilec svoje krivde in svojega sramu rešil na ta način, da vse to vrže na žrtev. Potem zloraba te poškoduje v tem smislu, da misliš, da ne vem, moje telo je slabo. Se pravi, ga skušaš skriti, uničiti, ne vem,
ker ko da je tvoje telo krivo tega, da si zlorabljena, ne, da ugotoviš, ne, moje telo je nekaj svetega, je Božji tempelj, ne, in je nekaj dobrega, da odkriješ prenovljen odnos z Bogom, a ne, da ugotoviš, da Bog ni nekdo, ki te je pozabil, ali pa mu ni bilo mar za tvoje trpljenje, ampak ugotoviš, da pravzaprav je trpel s tabo in trpi s tabo in je s tabo. In da imaš pač nekako to izkušnjo Boga tudi, a ne, se pravi, da Bog v tem programu, da odkriješ, a ne, Bog zdravi, a ne, in je globoko sočuten do mene. Kam pa lahko pokličejo, kje se lahko prijavijo tisti, ki mogoče nas zdaj le poslušajo, pa bi se želeli udeležiti tega programa? Rekli smo, da bo od 19. do 24. avgusta. Po nekaterih župnijah smo obesili plakate, ne, se pravi, v tem programu in tudi razdelili letake. To nam je omogočila družina, časopis Družina. Potem imamo internetno stran od bolečinekmilosti.si, ne, se pravi, kjer so telefonski kontakti in tudi že sama prijavnica je na internetni strani, tako da nekdo, ki se odloči, jo izpolnim, jo pošlje. Lahko pokliče nekdo mene direktno, ne, ali pa mi pač piše preko e-maila, ne, se pravi, ki ga imamo za ta program. Tako da teh oblik je več in mi se bomo pač v kratkem roku odzvali, a ne, in potem se lahko sledi, ne vem, osebni pogovor ali pa srečanje, ali pa pač se nekdo, če se že odloči, pač pošlje prijavnico po pošti in stopimo v stik z njim. Mogoče ob sklepu samo še to omeniva in poudariva še enkrat, torej gre res za popolno varnost, tudi kraj ni objavljen, kje bodo te duhovne vaje, zato da ljudje, ki bodo samo tisti izvedeli, ki pridejo tja, zato da je res popolna zaščita dostojanstva osebe. Tako, ja, mi objavljamo samo datum duhovnih vaj, ne pa kraja, kjer duhovne vaje bodo, zato da bi se udeleženci tudi na ta način počutili bolj varne. Zagotovimo pa tudi, da na tem kraju, kjer so duhovne vaje, takrat ni drugih skupin, a ne, da ne pride do neprijetnega srečanja, kaj pa ti tukaj počneš, a ne. Ampak da je to res kraj duhovnih vaj, ki je rezerviran takrat sem zgolj za ta program. In tudi to pripomore. Najlepša hvala, Andreja Jereb, pater Tomaž Mikuš, za obisk v našem studiu, da sta podelila res te globoke stvari, ki se dogajajo v srcih mnogih in nakazala, da je možna pot ozdravitve. Hvala še enkrat. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Če smo vas nagovorili, če se je odprlo mogoče kaj v srcu, vabljeni res, da obiščete spletno stran Od bolečine k milosti, našli boste mogoče kakšen odgovor in pa seveda, če čutite, povabljeni, da se teh duhovnih vaj tudi udeležite. Pogovor sem vodila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej. Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjisce.si.